Pametna tehnologija postaja neločljiv del našega načina življenja. Na Japonskem že uvajajo pametne varuške, umetno inteligenco, na katere se lahko otroci celo bolj navežejo kot na starše, ker so ves čas z njimi in se jim posvečajo. Tudi pri nas se otroci in mladina druži in igra na drugačen način, predvsem s posredniki, pametnimi napravami. Specialni pedagog Marko Juhant pa je prepričan, da lahko ima otrok samo eno pametno napravo ali pametne starše. Ostanite z nami v oddaji Vzgoja otrok nam ne gre od rok. Ključen problem je tale. Zgodna izpostavljenost je problem. Pri tehnologiji otroci so navajeni na same velike amplitude. Vse mora močno svetiti, močno barvasto, močno glasno, močen ritem, izrazit ritem, kasneje pride močan okus in vse torej vse samo z velikimi in nimajo občutka. Tudi te sodobni vozički, ki že imajo nastavke za tablico na ročaju, in otrok potem gleda v tablico, namesto da bi opazoval mamin obraz ali pa očetov obraz, babičin obraz in ne komunicira z osebo, ampak samo sprejema. In navadi se velike količine podatkov, ki morajo biti vsi zelo živopisni, glasni in tako naprej. In senzoriko zapolni z močnimi signali in postaja neobčutljiv za drobne stvari, ki so pa tako zelo pomembne v življenju. Te otroke, ko jih pelješ ven, v naravo, ne slišijo vetra, ne slišijo potoka in se tudi počutijo prazne. To je tako, kot bi vam dali za pokušino sveže pečen, nov kruh, praktično neslan. Čisto rahlo slan, vi ste pa vajeni običajno slanega kruha in se vam bo zdel neokusen in vas ne pritegne. Isto se dogaja z otroki, s to tehnologijo. Seveda se danes ta tehnologija zna tudi učiti, kajpak. Ampak ni primerjave s tem, kar zmoremo starši, in tudi kako spreminjamo svoje želje na drobno in tako. Drugega, tretjega otroka nikoli ne vzgajaš tako, kot si vzgajal prvega. Nikoli. In tudi ta petega in ta šestega ne. Vsak ima neko svojo pot, neko specifiko in to je nemogoče zajeti. Pa vsi otroci rečemo iz istega gnezda, tako da ne more stroj paziti na otroka, lahko ga omejuje, da bi poskrbel za otrokov razvoj na ustrezen način, nemogoče. Jaz uporabljam to kar veliko na dan, po 6 ur, kdaj tudi več. Bi rekel, da bi se rabil malo manj navaditi na to. Telefon mi dovolijo pol ure na dan, za učenje mi dovolijo pač neomejeno, ampak itak drugače pa ne gledam nekaj na računalnik, je drugače bolj telefon pa telefon. Na dan do 3 ure, včasih kaj več. Mislim, lahko bi bilo manj, saj mami tako prav. Jaz nimam telefona, pa tudi mislim, da ga ne rabim. Mi ga bo pa mami v 6. razredu kupila. Ker mami pač pa oči sta vedno želela, da sem kao varna in če se bi kaj zgodilo v šoli, da bi lahko pač poklicala njiju dva ali pa koga drugega. In zaradi tega sta mi dala že pri 8 letih telefon, prej pa ne. Zdaj se ne reče več helikopterski starši, zdaj se reče dron starši. To že avtomatično se postavi na pozicijo in ves čas te elektronika spremlja in ti starši so isti. Problem je, da so Gorenjci po celi Sloveniji. Zdaj ta starega ne bomo vrgli stran, veste, je še dober in ga dajo otroku, ker je višek in otrok tudi reče, se ga imaš, zakaj mi ga ne daš, se ga imaš, se te nič ne stane. Ja, stane zelo veliko, hišnega miru in še česa. To je najdražji telefon, je ta, ki ga date naprej za ston. Ta je definitivno najdražji od vseh. S popolno omejitvijo povzročiš še večjo lakoto in zahtevo skoraj potem,
Z tem, da delno dovoliš, omejeno pa zadeve sprostiš in polma lahko oblikuješ dejansko tudi navade. Kaj to pomeni z področja telefonije, pametnih telefonov? Otrok lahko dobi maminega ali očetovega za nekaj minut na teden, ne pa, da ima svojega. To je pa čas šele 15+. Obstaja ena velika zanimivost v slovenski vzgoji in to je, da vse mame vedo, da ne smejo otroci dobiti veliko sladkorja, ker bodo postali odvisni od njega. Ne vedo ali pa nočejo pa razumeti, da je to isto s telefonom. Da je zgodba čisto podobna, ne? In da ko ga enkrat navadiš, ga je zelo težko odvaditi. Ne? Praktično je nemogoče skoraj iti nazaj. Hkrati je pa z nastopom najstništva pride obdobje, ko otrok mora postati mojster v nečem. Z nečem se mora promovirati. In če drugega ni na izbiro, pač postanejo mojstri v igranju igric. Kar je z mnogih vidikov problematično. Ne? Začeti nam mora zvoniti, ko je star 3 leta. In je treba doseči to, da se ustavi, če rečeš ne. Ja? Da je vodljiv, zaustavljiv z besedo. To je prvo. Drugo, gre kar po rundah, veste. Pol tam 8, 9, tik pred puberteto preskušajo meje. Jasno povedati, lej, fino, želiš odločati o sebi, krasno, lej, na tehle področjih lahko odločaš o sebi. Lahko se odločiš, a se boš učil, zdaj malo karikiram, a se boš učil matematiko pol ure ali 3/4 ure. O tem se lahko odločaš za danes. Zdaj, če bo ocena slaba, pol drugič se ne boš mogel več sam odločati, se bom jaz odločal. Ga učim odločanja o stvarih, ki jim je kos. Raziskave kažejo, da najstniki najbolj verjamejo spletnim informacijam, kar je problematično iz več vidikov. In tudi grejo pogledati najstniki na telefon, kaj pa pravi stric Google ali pa ne vem, kaj pravijo vrstniki Snapchata in tako naprej. Kaj je res? Res je tisto, kar je na Viberu. Če to verjame, ima problem. Če verjame, da je vse, kar je na YouTubu res, ima problem. Če verjame, da je vse, kar je na poročilih res, se jih večina ne gleda, dejansko ne, ampak priletijo pa do njih tudi posamezne novice, spretno oblikovane, tako da jih tudi mladi pošiljajo naprej. To je lahko problem. Kdo je zdaj tisti, ki mu je za zaupati? Starša vesta, kaj je dobro, otroci vedo, kaj jim paše. In tole, kar je dilema, je samo dilema. Ali bomo delali tisto, kar je prav, ali bomo delali tisto, kar nam paše. Ali bomo pa našli nek razumen kompromis. Juhant predlaga urnik uporabe telefona ali računalnika, na primer pol ure na dneve, ki se začnejo na črko P. Toda starši pri uporabi pametnih tehnologij nismo najboljši vzor, kaj ne? Ful veliko delata, pa sta na računalniku, ko delata za službo, ful veliko, ja, in se pač ful malo se družimo skupaj. Da bi bila manj za računalnikom, pa da bi se kdaj tudi skupaj kakšno družabno igro igrali. Marinka meni, da njen mož s pretirano uporabo telefona in igranjem igric daje slab zgled otrokom. Kako lahko ukrepa? Prva stvar, ki jo bi bilo modro narediti, je, da se usedete enkrat, ko je dober dan, ne takrat, ko se zadeva zakomplicira, a enkrat, ko ni problema, se usesti z očetom otrok in se pogovarjati o zgledu. Kaj je to? Koliko je zgled? Zdaj, kdaj boš, kaj boš, kako boš, a ne? Jaz vem, da ti rad to narediš, ampak ko so otroci zraven, to je zgled, ki je negativen, a ne? Da drugače temu rečemo slovensko licemerstvo, a ne? Da sam počneš, drugim pa prepoveduješ. Vendar je licemerstvo takrat, kadar bi pravzaprav vsi lahko to opravljali, pa ne. Ja?
Oče tudi vozi avto, pa ne da otrokom avta zavoziti, drži. In kaj zdaj? A je to tudi licemerstvo? Ja, ni, ne? Torej, telefon ni nekaj, kar je za otroke. Se strinjam, da tak zgled je negativen, ne? Ampak vseeno, če otroci rečejo, a ati pa lahko, ja, on je oče. Ko boste vi očetje, boste vi odločali o tem. Ja? Ko boste mame, ne, hčere, ko boš mama, ko boš ti mama, boš ti povedala svojemu možu, kako in kaj. Ne? In to je tisto zdaj, kar otroci potrebujejo. Vedeti, da je razlika. Starši od določene stvari torej ravnajo in odločajo. Ravnajo po svoje, zase. Drugo je torej ta škodljivost, ampak to je pa stvar njunega partnerskega odnosa, v katerem morata zadeve urediti. To je približno tako, kot če bi oče kadil v prisotnosti otrok in razlagal, ja, glejte, da ne boste kadili, ko boste veliki, a ne. To dvoje ne gre skupaj. V studio smo prejeli še vprašanje Barbare, ki jo zanima učinkovitost uporabe tako imenovane čuječnosti. Uporaba je napačna. Jaz to vidim pri otrocih, pa pri starših, ki veliko govorijo o čuječnosti, pa njihovi otroci niso čuječi, niso samo razvajeni. To je bila samo druga oblika, kako ga otroka razvaditi. Mi smo tukaj, zdaj, tukaj moramo biti pozorni, in ne, nekje enkrat sem že izjavil, da je to za kakšne starše, kaj počnejo, namesto da bi vzgajali čuječne otroke, ne, čuječno vzgajajo nasilneže. Ker do drugih pa niso taki, mirni, spoštljivi, da bi se ustavili in tako naprej. Ne, se ne ustavi, gre kot traktor, ko so vrstniki zraven. Zadaj je še vedno ista želja in napačna želja. Mojemu otroku mora biti lepo zdaj, danes in tukaj. Če mu ni lepo, potem jaz nisem zlata mama. Ampak zlata mama ni nekaj, kar je dobra stvar. Otrok potrebuje realno mamo, ki od njega tudi zahteva in ki ve, da za otrokovo srečo ni dovolj, da je danes srečen. Otroci niso nič bolj srečni s pametnimi napravami, čeprav si jih na moč želijo. Seveda se ne želijo posnemati. Pred oblikovanjem lažne predstave o svetu, videzu in spletnem zaslužku lahko svoje otroke najbolj zavarujete tako, da najprej sami odložite telefon, določite urnik uporabe, blokirate sporne spletne strani in jim razložite nevarnosti zlorab prek spleta. Prihodnjič bomo v oddaji Vzgoja otrok nam ne gre od rok govorili o vlogi očetov in vzdrževanju dobrega starševstva tudi po ločitvi partnerjev. Nasvidenje.